Z veseljem in ponosom se vsako leto odzovemo na povabilo Zveze slovenskih žena na skupno obeleževanje 8. marca, mednarodnega praznika Dneva žena. Letos smo obeleževali že 113. od prvega praznovanja mednarodnega Dneva žena. Letošnji moto prireditve je bila materinščina. To je tista tema, ki jo vsako leto še posebej ob vsakem obisku poudarja tudi delegacija taboriščnega odbora Ravensbrück na vsakoletni proslavi pri Zvezi slovenskih žena. Še posebej smo ponosni na zbrane srčne in empatične koroške ženske, združene v Zvezi slovenskih žena, in neizmerno smo hvaležni na plemenito poslanstvo. Zaradi stalnega boja za slovenski jezik, za dvojezično šolstvo, za ženske pravice, za obče dobro in prizadevanja za skupnost ste matice slovenstva na Koroškem. Vi polagate v zibko prečudovito slovensko besedo. Boj za pravice, za jezik pa ni nikoli končan. Svojim zavedanjem, ustvarjalnim delom in modrostjo ohranjate slovenstvo. Hvaležen poklon vam, drage koroške ženske, saj narod brez jezika ni narod. Slovenski narod je majhen po številu, a velik po dejanjih, je bil v času druge svetovne vojne obsojen na uničenje. Slovenke z obeh strani Karavank so del svojega življenja, predvsem svoje mladosti, preživele samo kot številke, v hudi bedi in pomanjkanju, v hudem terorju. V taboriščih so si delile skupno usodo. Bile so obsojene na uničenje samo zato, ker so bile Slovenke. Bile so povezane, čuteče in skrbne. Zaradi dejanj tovarištva, domoljubja, junaštva in solidarnosti, ki so ga znale udejanjati v svojih medsebojnih odnosih, so preživele grozote taborišč z edinim samim orožjem, ki so ga imele, to je življenjem, in ohranile slovenstvo in slovenski rod. Neizmerno smo ponosni na njih. Ne pozabimo na Angelo Piskarnik, Marico Pečnik, Ančko Kuper, Stanko Simoneti, Ivanko Špat in številne druge. Povezani smo kulturno, politično in zgodovinsko. Še več, med nami so se stkale pristne prijateljske vezi. Prepričan sem, da bomo te dragocena druženja udejanjali in negovali tudi v prihodnje.